Zdaj pa bomo Bogu izrekli zahvalo za tisto, kar nam daje po raziljenju, tudi po drugih zakramentih, ki nas spremlja v življenju. Skupaj boste odgovarjali, hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog. Ja, pa bo še nekaj celica. Se to pomaže. Aha, bom jaz pa napravil. Ne, rabko nič. Rabke pa nič. Ja. Slyším tvoj glas, iz hiše sveta, k sebi vabiš nas. Glej, srce sveta za nas krvavi, ognjem plameni. Slava tebi, o rešitelj moj, Krišno si ti, hočem za teboj. Jezus premili, bodi pri nas, zdaj in poslednji čas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Da malo pogledam vaše obraze. Nekaj je novih, nekaj te starih pa pogrešam. Ja, seveda. Prosim? Videla še nisem videla. Evo, midva se že še nisva videla, ne? Ja, jaz bolj poredko pridem, gospod Gregor pride vsak teden, ne? Ja. Pa njega bolj poznate. Ampak se bomo danes ne samo tisti, ki smo tukaj zbrali okrog oltarja, ampak bomo v našo sredo povabili tudi tiste, ki so že odšli, ki so v tem letu, odkar smo imeli zadnje takšno srečanje ostarelih bolnih s priložnostjo maziljenja, odkar smo imeli tukaj zadnjo takšno sveto mašo. Vsi skupaj smo ena družina, vsi skupaj smo eno občestvo, ki nas Jezus sam povezuje. Da bi lahko res z mirnim, čistim srcem obhajali to sveto mašo, pa sedaj na začetku premislimo, kaj je tisto, kar nosimo v sebi, kaj vse nas boli, kaj vse je bilo narobe v tem času in za vse naše grehe in napake prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, vedno rešuješ vse, ki vate zaupajo. Usliši naše prošnje za vse te naše bolne brate in sestre in ostarele in jim v svoji dobroti vrni zdravje, da se ti bodo mogli zahvaljevati s tvojo cerkvijo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, ker smo upravičeni iz vere, imamo mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem smo z vero dobili tudi dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak ponašamo se tudi z nadlogami, vedoč, da nadloga rodi potrpežljivost, potrpežljivost pa preskušenost, preskušenost pa upanje. Upanje pa ne sramoti, ker je Božja ljubezen razlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. To je Božja beseda. Hvalnica pojem Bogu, na strune svojih dni. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi. Hvalijo ga nebesa, žamet zelenih trav, polje in bila zviza, se poje mu pozdrav. Hvalnica pojem Bogu, na strune svojih dni. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi. vriskajo mi vrhovi, morje zambalovi, garmijo zarad sonca, odpirajo mani. Hvalnica pojem Bogu, na strune svojih dni. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi. Mesec na strehi zemlje, zvezdami se igra, kaplje dežja kot solze, molijo stvarnika. Hvalnica pojem Bogu, na strune svojih dni. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi. Aleluja, aleluja, Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici. Ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč kar bo slišal, bo govoril in prihodne reči vam bo oznanjal. On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal. To je Kristusov evangelij. Jezus pravi, da nam ima še mnogo povedati, pa da zdaj še ne bi mogli tega nositi. Človek je željan spoznanja in se nam mogoče zdi malce nenavadno, zakaj ne bi izvedeli vsega. Vedno iščemo nove odgovore in če smo takole z Božjo modrostjo in svetim duhom, ki govori po Jezusu Kristusu, soočeni, potem bi rekli, zdaj pa res bi radi izvedeli vse, kar je potrebno. No, in ko človek tako išče svoja znanja, spoznanja, izkušnje, vemo, da nas včasih kakšna težka izkušnja bolj pouči, kot pa tisto, recimo, kar smo spoznali s svojim razumom, pa kar smo v kakšnih prijetnih srečanjih odkrili in kar smo z nekje iz svoje vneme ugotovili. Včasih nam kakšna bolezen prinese izkušnjo, ki je bolj dragocena. Takrat šele razumemo ali pa takrat znamo tudi malo z rezervo gledati nad stvari. Včasih je to bolj dragoceno, da rečemo, vem, da ne vem vsega, kot pa, da bi rekli, zdaj pa mi je jasno in razumem. No, in v tem pogledu lahko tudi razumemo potem Jezusove besede,
ko pravi, zdaj še ne bi mogli nositi. Ko pa iščemo takšno spoznanje, ki pride s kakšno bolečino, stisko, takrat pa hitro rečemo, zakaj je to potrebno, ne bi rad tega, ne gre to stran od mene, in tako tudi lahko rečemo Jezusu, hvala, da nam ne nalagaš vsega. Verjetno je še kaj, kar bi morali spoznati, pa kar bi spoznali ravno preko kakšne bolezni in pomankanja, ampak nam prizanašaš s tem spoznanjem in nam pomagaš k temu, da lahko živimo, da lahko med sabo sodelujemo, da lahko verujemo, tudi če nimamo vsake izkušnje, ki bi bila dragocena na tej poti spoznanja in življenja. In tukaj nam je veliko pomoč tudi Sveti Duh, torej ne gre zdaj samo za to, kaj bomo mi spoznali, ampak Sveti Duh je tisti, ki nas vodi, in tako kot smo slišali v pismu apostola Pavla Rimljanom, je Duh tisti, ki nam pomaga, da tudi prav razumemo stvari. Tako, da ne bi zdaj neka izkušnja ali pa neko spoznanje, neko znanje, ki ga imamo, vodilo k temu, da bi si preveč po svoje razlagali. Tudi to se lahko zgodi. Ne pomeni, da če nekaj vem, če sem nekaj izkusil, da bom znal s tem si tudi pomagati v življenju. Lahko je tudi tako, da nas to napačno nagovarja, da oblikujemo zgrešene zaključke in da smo lahko s tem, kar vemo, kar zmoremo, celo bolj oddaljeni od drugih, kot pa da bi nas to približalo. Smo nekako zatopljeni, zagledani vase in potem manj razumemo drugega, kot pa če bi rekli, me zanima, kaj kdo razmišlja, me zanima, kaj kdo čuti, ga ne razumem, ga bom skušal razumeti. No, in ko Pavel govori o tej naši nemoči, v naši stiski, nevednosti, pravi, da takšna nadloga, takšna stiska vodi k potrpežljivosti. Se učimo enega potrpljenja, ker drugače ne bi zdržali. In to potrpljenje nas vodi v preizkušenost. Imamo neko trdnost, imamo nek tak temelj, na katerem lahko živimo in se soočamo s stiskami. In pravi, preizkušenost pa rodi upanje. Upanje, da tudi takrat, ko ne vidim enega cilja, ene rešitve, da vseeno vztrajam. Imam eno upanje in to upanje, pravi, ni prazno. Upanje ne osramoti. To je upanje, ki je vezano na vero, ki zaupa v Boga, ki ne gleda samo na to, kaj jaz zmorem, pa kaj sem si jaz zamislil, ampak ki računa na neko božjo previdnost in usmiljenje in modrost, ki deluje. In to upanje ne osramoti. Tako kot je to upanje prisotno v naši veri, je tudi pomemben del našega življenja, tistih vsakodnevnih izkušenj. In tako lahko prosimo Svetega Duha, da bi nas vodil k temu, da bi nas to, kar doživljamo, to, s čimer se spopadamo v življenju, da bi nas vodilo k trdnemu upanju in da bi tako preko Božje milosti, ne prek tega, kaj mi zmagamo, pa kaj mi naredimo, pa kaj potrpimo, ampak tudi z Božjo milostjo vodilo k temu, da bomo na koncu dospeli do cilja življenja, da bomo nekako izpolnili Božji načrt in tisto poslanstvo, ki nam ga je dal, in tako bili deležni ene takšne večne sreče, ki si jo predstavljamo približno, v katero zaupamo in za katero se Bogu priporočamo. Naj nas tako vodi tudi ta sveta daritev, pri kateri boste prejeli tudi maziljenje kot Božjo pomoč za tisto stisko, bolečine, ki jih trpite, da bi vas utrdile v vašem prizadevanju, v vašem potrpljenju, in priporočili se bomo tudi Božji materi Mariji. Ona je tista, ki je znala potrpeti, ona je tista, ki je znala prisluhniti, ona je tista, ki nas razume in nam prihaja naproti. Ne v tem, tudi Bog nas razume, da bi rekla,
to je nekaj, kar morate potrpeti, ali pa to je nekaj, za kar se je potrebno potruditi, ampak nas razume, da oklevamo, da nas je strah, da ne zmoremo in nam prihaja naproti. Tako se ji bomo priporočili, da bi nas obiskala v naših stiskah, da bi nam pomagala, da bomo zaupali v Božjo pomoč in moč Boga in tako ustrajali na svoji poti. Sedaj pa bomo pred Bogom izrekli zahvalo za tisto, kar nam daje po maziljenju, tudi po drugih zakramentih, s čimer nas spremlja v življenju. Skupaj boste odgovarjali: hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja. Hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, edinorojeni Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni. Hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, Sveti Duh, tolažnik, ki nas s svojo močjo utrjuješ, da premagujemo naše telesne slabosti. Hvaljen bodi Bog. Molimo: dobri Oče, s tem svetim oljem bodo maziljeni naši bratje in sestre. Olajšaj jim bolečine in jih ozdravi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj bo pa z gospodom Klemenom stopilo do vsakega, ki bo želel prejeti maziljenje. To boste pa pokazali tako, da boste takole iztegnili roke, dlani, ker vas bova mazilila na čelu in na dlaneh in tako boste prejeli to, za kar smo zdaj molili. Grem jaz tole stran, pa tudi tam pa posredi šla gor. Tebi živeti srčno želim, zade o Jezus dano natrpim, srci presvita umiri meni, gloju mi daj moči. Slava tebi, o rešitelj moj, Krišna si ti, počam za teboj. S svojim dobrotnim usmiljenjem, da ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha. Maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim usmiljenjem naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, prosti naj ti grehe, te reši, milostno poživi. Po tem svetem maziljenju in svojim dobrotnim
svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da te Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da te Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da te Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da te Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da te Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da ti Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, da ti Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno Dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Svete baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju, Gospod pomaga z milostjo svetega duha. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, pusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Bom tam prišel. V svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V tem svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. V svetem baziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju Gospod pomaga z milostjo svetega duha, odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Vi ste že v baziljenju? Dragi bratje in sestre, Božja Mati nas vedno ljubi, podpira in nas vodi k svojemu Sinu.
Ko se spominjamo njenih velikih dobrot, ki jih kot brezmadežna devica in Božja mati skazuje v Lurdu, z zaupanjem prosimo. Nebeški Oče, po Marijinem zgledu in njeni priprošnji, naj vsa cerkev, posebno pa v naših krajih, vedno bolj razodeva tvojo dobroto in lepoto. Prosimo te, usliši nas. Naj velika romanja v Lurdu in vsako zbiranje ljudi pospešuje ljubezen, medsebojno pomoč in sodelovanje med vsemi narodi. Prosimo te, usliši nas. Naj spomin na Marijine dobrote v Lurdu in v drugih njenih romarskih krajih poživijo našo vdanost in ljubezen do nebeške matere. Prosimo te, usliši nas. Naj bodo romanja res dejanja vere, spodbuda k krščanskemu življenju in pomoč za večjo medsebojno povezanost v našem občestvu. Prosimo te, usliši nas. Naj brezmadežna devica in dobra mati izprosi pomoč vsem trpečim, zlasti pa zdravje bolnikom v naši domovini in naši župniji. Prosimo te, usliši nas. In še po posebnem namenu prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, svojo ljubezen nam čudovito izkazuješ v Marijini dobroti in priprošnji. Usliši tudi te naše molitve in prošnje, da te bomo vedno bolj poznali in ljubili po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Darujemo, Gospod, vse svoje ti radosti, ker sam največja naša si radost. Darujemo, Gospod, vse svoje ti bridkosti, saj sam trpel največjo si bridkost, saj sam trpel največjo si bridkost. Darujemo, Gospod, ti drage sestre, brate, vse njih molitve, delo in skrbi, da verovali si, zaupali bivate, ljubili s čistim srcem te vse dni. Ljubili s čistim srcem te vse dni. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod Daritev iz svojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, vsak trenutek smo v tvojih rokah. Sprejmi naše darove in molitve, s katerimi te prosimo za naše bolne in ostarele brate in sestre. Razveseli nas z njihovim ozdravljanjem, da ne bomo več v strahu zanje, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji velike dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Zato Ti darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarji. Spomni se tudi Vincencije in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, ter vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Tako kot smo danes zbrani tukaj, okrog Gospodovega oltarja, verjamem, da smo vedno znova zbrani tudi v svojih srcih, ko prosimo, ko molimo, ko se obračamo k nebeškemu Očetu v takšnih in drugačnih stiskah in potrebah. In ne bo sedaj tudi ta molitev Oče naša res znamenje, da smo povezani kot ena družina in da se vsi skupaj obračamo k nebeškemu Očetu v tistih najbolj osebnih prošnjah, ki jih nosimo v sebi. Zato sedaj vsi skupaj lepo zmolimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsemogočni Oče vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoja oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru, njo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Da bi ta Božji mir res vedno nosili v svojem srcu, ne? Zato sedaj v mislih pomislimo, komu bi ta mir najbolj želeli, da bi nas Gospod navdihnil oziroma nam dal tega notranjega miru in si ta Božji mir res tudi v mislih pošljimo drug drugemu. Mir z vami. Mir Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ
odjemniesz grzechy sveta. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Pridi, ljubi Jezus, pridi mi srci, težko težki čakam, veselim se že. Težko težki čakam, veselim se že. To priznam vsak dan, kosti mi kamuli, moje duše žal. Kosti mi kamuli, moje duše žal. Trdno upam v te, ker si vir dobro. Kličem ti hvaležno, ljubim na Gospod. Kličem ti hvaležno, ljubim na Gospod. Žal so mi vsi grehi, britko me skeli, vse, kar tebe žali, za meje gori. Vse, kar tebe žali, za meje gori. Jezus moj, ljubim te, bolj kot vse drugo ljubim te. Vse, kar je v meni najkrepivati, Jezus moj, ljubim te. Jezus moj, hvalim te, bolj kot vse drugo hvalim te. Vse, kar je v meni najkrepivati, Jezus moj, hvalim te. Jezus moj, kličem te, bolj kot vse drugo kličem te. Vse, kar je v meni najkrepivati, Jezus moj, kličem te. Jezus moj, molim te, bolj kot vse drugo molim te. Vse, kar je v meni najkrepivati, Jezus moj, molim te. Jezus moj, iščem te, bolj kot vse drugo iščem te. Vse, kar je v meni najkrepivati, Jezus moj, iščem te. Jezus moj, ljubim te, bolj kot vse drugo ljubim te. Vse, kar je v meni najkrepivati, Jezus moj, ljubim te. Hvali svet odrešenika, ima Sirja zvestega. Hvali duša učenika, hvali svojega ženina. Zdaj bo vzdigni srce svoje, jezik glasno nas zapoje.
ljubi, je za nas življenje dal, da bi se Kristusovo telo. ne zgubil, se za nas je daroval. Zdaj poščigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvala Jezusu, našemu zveličanju. Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoj me, vode strani Kristusova upevne, trpljenje Kristusova utrpne, od Jezus me, svoje rane sprejme, od tebe se učiti ne pusti, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti popiči me, in Tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te, na vekov veke. Amen. Jezus tebi Živim, Jezus tebi umrjem, Jezus tvoj sem živ in mrtev. Amen. Na svojem telesu s trpljenjem dopolnjujemo, kar nedostaja Kristusovim predkostim za njegovo telo, ki je cerkev. Molimo. Dobri Bog, vse naše največje upanje, ti si naše največje upanje v vsaki stiski. Pokaži svojo moč na teh naših bolnih in ostarelih bratih in sestrah. V svoji dobroti jim pomagaj, da bodo ozdraveli in te s cerkvijo zahvaljevali po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod Gregor nam je prej v pridigi rekel, da še ne vemo vsega. Bog ne daj, da bi vse vedeli. A si predstavljate, kaj bi to pomenilo, če bi vedeli, kdaj, kje pa kako bomo umrli? Jaz mislim, da bi bil svet še bolj zmešan, kot je že. Ker enostavno to človeka potem stisne in ni dobro vse vedeti. Zagotovo pa to, kar je bilo tudi rečeno že prej, kar je gospod Gregor rekel, da svoje upanje, svoje tudi nevedenje in tako naprej polagamo v Božje roke. Da si rečemo, jaz ne vem, Jezus, ti pa veš. In to, kar ti veš, to, kar nam Bog pripravlja, je res najboljše za nas. Da bi v takšnem zaupanju, pa res takšno vero, vsak dan znova šli v življenje. Hvala gospodu Gregorju, ki vsak teden pride k vam. Je prav, da se mu zahvalimo takole. Predvsem pa hvala vašim negovalkam, ki skrbijo za vas. Ne vsak teden, vsak dan, večkrat na dan so pri vas. In pridejo in pomagajo in jim tudi ni vedno preprosto, pa lahko, ne? Ampak ne glede na to, tukaj so, z vami so. In povejte jim, da ste jim hvaležni, da na nek način se jih zahvalite, na takšen ali drugačen način, tudi s prijazno besedo. Ni vedno preprosto, ne? Tudi mi nismo vedno najboljše vole. Pa človek, kar malo slabe vole, pa ne vem, bi kar ne vem, kaj vse počeva, ampak takrat nam one še toliko bolj pomagajo, še toliko bolj stojijo ob strani. In zato res en velik bohlonaj vsem, ki ste tukaj, pa še vsem tistem, ki so zadaj noter, ki skrbijo, zato da lahko mirne duše, pa res s enim zaupanjem vsak dan znova smo tukaj pred Gospodom. Mi dva z Gospodom en aplavz, a ne da? Tako je. Mi dva z Gospodom Gregorjem bova šla zdaj še po sobah, bova še tiste obiskala, ki so v sobi, ki ne morajo več vstati, ki so že na posteljah, in naj jo tudi še pričakujejo. Tudi oni želijo živeti skupaj z Jezusom. Da mi bo pa še gospod Janez mikrofon vzel. Postavi pa še malo počakajte, bo še malo soka pa peciva. No, tudi ne zaplačamo. V soboto, zdaj čez par dni, bo na Brezjah vseslovensko srečanje bolnih in invalidov, ostarelih. Verjamem, da je mnogi med vami, da ste že bili na tem srečanju, pa verjetno zdaj to soboto ne bo moč iti.
vas bom jaz tja nesel. Bo velik naročje, ne? Ampak tam pri Mariji bodo pa še bolj odprte roke, tako da vas bom tam izročil Marijo v varstvo in prosil, naj vas tudi ona varuje, čuva, naj bedi med vami, naj bo vedno vaš kaže pot, pa znamenje oziroma tista spodbuda v potrpežljivosti, v vztrajnosti, tako kot je Marija to znala biti. Na koncu pa se še zahvalimo Bogu in ga prosimo za blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Ljubezen, blažena Gospa, še si ti kraljica mojega srca. Mati, ne pozabi me, večno jaz ne zabim te, večno jaz ne zabim te, večno jaz ne zabim te. Mladosti, pride časov ti, a ljubezen tvoja, mati traja vek. Mati, ne pozabi me, večno jaz ne zabim te, večno jaz ne zabim te, večno jaz ne zabim te. Zvizda, kažeš meni Bog, voliti otroka, priko brez zmot. Mati, ne pozabi me, večno jaz ne zabim te, večno jaz ne zabim te, večno jaz ne zabim te. Marija je že na svečko upihnila, tako da... Mi vedno vse, ki tudi do konca tvojemu, da ne pozabimo, a ne? Tako. O, gospa moja, o mati moja, tebi se vso darujem in da se ti danes kaže. Jaz znam vodo, ti pa službo najprej vodo, pa tu znam vodo pije. Prekladi se, tvojo mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Sveti angel, varuj moj, nebegu z menoj, vedno vlada in večja hudega čakranja, prav srčja, pokvarjeno in češčeno na leto vedno rešni zdaj in vedno manj. Hvala Bogu, da ste srečno se vrnil iz takega dolgega potovanja. Bogu hvala. Ja. Kako pa teli časovni pasovi vas je to kaj motilo? Je bilo malo čudno, verjetno. Se še zmerno razštelen. Se mi je zdelo, ja, to ni tako enostavno. Tukaj začela. Ne bomo pa nekaj, da se še zaletela plača, pa pecijo, a ne? Pa jedno na bomo tole. Evo to čevna. Počakajte.
sok? Ja, je. Znam, daš trudel, če je zdrobi. A boste sok? Aha, bomo hitro šli. Evo, zberte, hitro še kaj dobro. Ni enako. Pa voda ponujala. Ja, koga ne. Branka sok? Hvala. A ne? Okay. Uroča. Da boste nič, ampak so hudo dobri. Lahko vam probala? Tle ni mleka v nas, to pa tam ne pa šle. To je, nič ne bo.